nova podjetja, nove inovacije, invencije in tako naprej prinašajo delovna mesta in z eno besedo, to je podjetništvo in samo na podlagi, bom rekel, zdravega podjetništva lahko pridobivamo tudi in ustvarjamo nova delovna mesta. Zato pa so potrebni na eni strani finančni pogoji, tisti pogoji na začetku, ko nekdo začne. Na drugi strani so pomembni seveda tudi pogoji za obstoječa podjetja, da imajo ustrezne konkurenčne pogoje in seveda pomembno je tudi, da na koncu dejansko ne pride do prevelike obdavčitve in seveda, da zaradi tega, bom rekel, podjetja bežijo ali iz regije ali da enostavno sploh ugotovijo, da se jim nekaj ne splača delati. Če govorimo seveda o teh pogojih, nekateri od teh pogojev so tudi omenjeni v tem osnutku zakona, vendar po mojem mnenju zelo skromno, potem seveda mislim, da je za začetek treba zagotoviti za vsako podjetje, ki ustvari novo delovno mesto, seveda posojilo. Posojilo se danes težko dobi, zaradi tega bi moral biti ustanovljen poseben fond, s katerim bi država dejansko jamčila za ta posojila oziroma z drugimi besedami bi dajala garancije. Realnost danes so tudi obresti, ki so lahko različno visoke in tudi tukaj bi moral ustvariti poseben fond, s katerim bi se krile oziroma plačevale obresti za tista posojila, ki bi jih najela nova podjetja, podjetniki, ki bi s tem ustvarjala delovna mesta. Mislim, da je del tega seveda tudi že v tem zakonu, vendar vsekakor preskromno in zaradi tega seveda tudi, bom rekel, na nek način težko dosegljivo, predvsem težko dosegljivo, da bo prišlo do nekega razvojnega preboja. Tisto, kar je seveda tudi pomembno za samega podjetnika, je jasnost in enostavnost predpisov na eni strani, ter seveda možnost dodatnega vlaganja. Danes v Sloveniji smo ne samo v kreditnem krču, ampak tudi v investicijskem krču. Z drugimi besedami, investicije so več kot tretjino, v Pomurju še več. Zaradi tega bi morali zakonodajo doseči, da bi se vsi dobički, ki se investirajo v opremo ali tudi v nepremičnine ali v kmetijstvo, da bi bili dejansko neobdavčeni. Verjetno določeno obdobje, se pravi tisto obdobje, da bi prišlo do investicijskega ciklusa. Naslednji ukrep, ki je bil v tej državi že vpeljan, so tako imenovane davčne počitnice. To pomeni, da tista podjetja, ki pričnejo na novo in ki zaposlijo določeno število ljudi, dejansko določeno obdobje ne plačajo davka. To bi seveda bilo v povezavi z ukrepi glede samih davčnih olajšav. Glede na podatek, ki ga je povedal gospod župan, da je seveda možnost, da bi bila v Pomurju nezaposlenost 20%, je vsekakor eden izmed ukrepov, ki bi na nek način to preprečil oziroma zmanjšal, vsekakor oprostitev prispevkov delodajalca v višini 16% za določeno obdobje, če zaposli delavca enega ali več in tako naprej. Eden izmed ukrepov, ki je aktualen, je seveda tudi znižanje stopenj. Znižanje stopenj davkov od dohodkov pravnih oseb. Vlada Janeza Janše je znižala davek od dohodkov pravnih oseb za 5 odstotnih točk iz 25% na 20%. Takšna bo stopnja drugo leto. Mislim, da so tukaj še možnosti in da bi se seveda to dejansko lahko zgodilo oziroma bilo predlagano. Če omenim še neke stimulativne ukrepe glede inovativnosti in raziskovanja, potem menim seveda, da bi bilo treba sprejeti ukrep, s katerim bi bile vse inovacije oproščene plačila dohodnine
in s katerim bi bili tudi raziskovalci, tisti, ki so doma ali v tujini, prav tako oproščeni dohodnine. Naslednji ukrep, ki mislim, da bi bil tudi dejansko še sprejemljiv, je seveda, da se poenostavi poslovanje, in sicer poenostavi poslovanje tako, da bo podjetje na čim lažji način plačevalo katerekoli davščine, predvsem pa z enim računom in ne sedaj z številnimi računi, za katere je potrebno precej administrativnega dela. In nenazadnje, če komentiram seveda tudi del zakona, ki določa novo pisarno in tako naprej v tej regiji, seveda se s tem strinjam, s tem, da dam seveda tudi na razmislek, da bi morda lahko celotna služba vlade za lokalno samoupravo, se pravi celotno ministrstvo, spremenilo sedež in sedež prestavilo v Pomurje. Hvala lepa.